Dober dan in dobrodošli na vrhuncih srečanja končnice Sport klub prve odbojkarske lige, osmine finala med ekipama odbojkarskega kluba Črnuče in moškega odbojkarskega kluba Krka Novo mesto. Ekipi sta se srečali v soboto 18.3. ob 19.30 uri v dvorani Maksa Pečarja v Črnučah. Po obveznem medsebojnem pozdravu obeh ekip bomo predstavili tudi sodnika današnjega srečanja in seveda obe prvi postavi tako ekipe Krke kot tudi ekipe Črnuč. Na vaši desni vidite prvega sodnika današnjega srečanja, Blaž Markelj, in na vaši levi vidite drugega sodnika današnjega srečanja, Danijel Atanasov. Krka je današnjo tekmo začela v postavi Tilen Pušnik in Martin Kosmina na sprejemu oziroma v napadu, blok Luka Lindić in Nik Lavrič na blokerju in Svit Hafner ter na podaji in Zlatko Pulko kot korektor. Ekipa Črnuč je začela s prvo postavo kot Matic Rojnik in Luka Marovt na sprejemu in v napadu, kot blokerja Matic Češnovar, ki je zamenjal Jošta Kržiča, ki je začel na prvi tekmi, in Jurij Oman, ter Gregor Mihelčič na podaji in Jaka Sešek kot njegov korektor. Tekmo so s servisom odprli odbojkarji Krke, ki v tej seriji zaostajajo z 1-0 in nujno potrebujejo danes zmago, če želijo to serijo vrniti v Novo mesto. Do slabe polovice niza so si krkaši že priigrali prednost 13-10, možnost za povišanje na 14-10, vendar žoga nekoliko predolga in izid je znižan na 11-13. Dvojna menjava, ki jo pravi trener Kšela, standardna menjava. Kot podalec je prišel Vit Ramšak na servis in kot korektor je vstopil Jan Karl Jančič. Kljub temu so krkaši povedli 17-13 in trener Kšela je moral vzeti še druge pol minute odmora. Do končnice niza so si krkaši priigrali že kar zajetno prednost, 24-18. Trener Rojc je opravil menjavo na servisu, v igro je vstopil številko 13, Matevž Hvala, spremalec in napadalec. Bomo videli, ali mu bo uspelo že v prvo in njegovim soigralcem izkoristiti to zaključno žogo. Vendar tudi blok je bil pripravljen. Poglejmo si to še enkrat. Odličen sprejem, hitra tempo podaja na Almo, ampak dvojni blok krkaši so pričakali Jurija Omana za prvi niz. V drugem nizu 2-0 prednost, odlična obramba Seška. Poglejmo si to obrambo še enkrat. To je bil Luka Marovt. Nekoliko nespretno potem bloker, ampak Črnučani niso izkoristili te priložnosti za 3-0. Ampak žoga nekoliko predolga. Niza potem vseeno vodstvo Črnučanov in to je 11-8. In 11-8 Jurij Oman servira. Pri izidu 1-0 v nizih. Krkaši so potem vseeno uspeli spreobrniti potek tega drugega niza na 16-14 in z blokom tudi na 17-14. Tukaj podaja na anteno, vendar dvojni blok pripravljen in do končnice potem vodstvo 24-17. Za
ta ekipo Krke. Ponovno prva zaključna žoga v drugem nizu. Ali jim bo tudi tokrat uspelo to zaključno žogo že v prvo izkoristiti. Dober sprejem. Podaja na Anteno Rojniku in ponovno blok. Poglejmo si še enkrat ta blok. In to je 2-0 za ekipo Krke v tej drugi tekmi osmine finala. Strani Tretji niz se je začel in na izenačeno. bloku so počakali Krkaši ponovno. krkaši Luka Marovta, Višajo mladega igralca 2-1. Črnočanov, ki ima V sicer tem tretjem nizu pogodbo z državnimi prvaki. uspejo potem držati vodstvo 10-9 do tretjine niza. Kržič je serviral. Odlična obramba podajalca in poglejmo si to obrambo. Sešku potem ni bilo težko zaključiti za 11-9. Stanku 17-12 v tretjem nizu. Na 17-12. Vprašanje, ali jim bo preobrat v tej drugi tekmi osmine finala Sport klub prve odbojkarske lige še uspel. Pustimo se presenetiti. Črnočani izid še spreobrniti, kajti v nizih zaostajajo že 2-0. Poglejmo si to varanje. Servis, skok float. Mihelčič uteka kot podajač. Kot da bo podajal iz skoka, vendar varanje takoj čez mrežo uspešno za 13-17. Do končnice niza potem vseeno prednost Krke 23-16. Rojnik odhaja na servis. Spremalec, napadalec Črnočanov. 16-23. Over servis. Rojnik je serviral za Črnuče. Visoka žoga. In kakšen blok. Dvojni blok je bil pripravljen. 17-23. Še vedno zelo velikih 6 točk zaostanka. Druge tekme osmine finala. Rojnik Bomo videli. Ali zmore Rojnik spreobrniti še potek tega srečanja. As servis. In še as servis. 8. Odličen servis. In trener Krke je moral vzeti minuto odmora. Matic Rojnik, Po minuti odmora kapetan ekipe danes. še vedno servira Rojnik. 5 točk zaostanka. 18-23. Izkušen igralec. Ponovno dober Odlično je servis, serviral. dober sprejem. Tudi odličen sprejem. In seveda brez težav, to je 24-18 in prva zaključna žoga za igralce Krke, za zmago 6 zaključnih žog ekipe Krke za zmago v v tem tej srečanju. drugi tekmi tekmi osmine osmine finala Sport klub odbojkarske lige. Podaja na Anteno, odlična obramba. Črnočani se ne dajo, izjemno močan udarec, ampak tudi zelo dobra obramba, še kontra. Kontra priložnost za Črnočane, neizkoriščena. Še ena kontra oziroma obramba za Črnuče. Zelo dolga točka zaključna. Ponovno odlična obramba krkašev. In tokrat in po bloku v out 3-0 za 25-18 in pogledali si bomo še statistiko današnjega srečanja. Najprej za ekipo Krke. Naredili so skupaj 7 napak na servisu. 12 napak so naredili na servisu, torej kar veliko, ampak naredili so tudi 4 ase. Skupaj so 74krat igralci Krke servirali na današnjem srečanju. Potem so imeli 26% izvrstnih sprejemov in 47% pozitivnih sprejemov, torej še sprejemljivih. Na udarcu so bili 48% in naredili so celih 14 točk z blokom, kjer je najverjetneje bila ključna razlika današnjega srečanja. Poglejmo si še, kako so se odrezali Črnočani. Naredili so 7 napak, torej manj kot krkaši.
naredili so enako število asov, torej 4 ase, in na sprejemu so bili prav tako 26% in pozitivnih so imeli 56% sprejemu, ampak kot smo videli, precej več so krkaši blokirali, kot so blokirali Črnučani, samo 7. Udarec je bil torej uspešen pri Črnučanih 26%. Imamo tudi izjavo trenerja, izjavi trenerjev obeh ekip. Najprej izjava Iztoka Kšele, trenerja za Črnuče. Moram priznati, da je Krka danes odigrala veliko bolje kot prvo tekmo. Kljub temu, da 4 dni nismo delali drugega, 3 dni, da sem opozarjal ekipo, da še daleč od tega, da je konec, je nekako v glavah očitno bilo to zasidrano. In potem, ko se je Krka razmahala po igrišču, dejansko nismo imeli odgovora, pa bi kaj kot trener še zunaj igrišča naredil, ker so pa vsi igralci poškodovani, ki bi jih rabili. Tako da danes res nismo imeli šanse proti dobri ekipi Krke, ne. Ja, gremo na Novo mesto še enkrat, bo še težje, ampak vsekakor dokler ni konec, verjamemo v to in zdaj moramo spraviti glave v red in probati napasti, tako kot so oni danes nas napadli, ne. Smo videli, da naša ekipa je imela mogoče slabši dan v Novem mestu na domačem parketu. Tukaj smo se pa vendarle zbrali. Gledamo kamero. Tukaj smo se pa vendarle zbrali in pokazali to, kar znamo. Vseeno imamo v igri še veliko rezerv, tako da pristop je bil pravi, določene stvari se bodo mogle poboljšati in bomo še lažje igrali proti Črnučam. Čestitam fantom za zmago, zdaj gremo pa naprej, najprej na počitek, potem pa na trening. Ko ste obljubili serijo, ste vrnili v Novo mesto, kakšno so pričakovanja pred srednjo tekmo? Kakšno pa je lahko pričakovanje pred srednjo tekmo? Mi gremo na zmago, Črnuče gredo na zmago. Trd boj bo, zmago bo boljši, to je to. To sta bili izjavi trenerjev obeh ekip. Jerneja Rojca za Krko in Iztoka Kšele za Črnuče. Srečanje so torej zmagali odbojkarji moškega odbojkarskega kluba Krka Novo mesto s 3-0 proti ekipi odbojkarskega kluba Črnuče. 25-18, 25-17 in 25-18 v nizih. To so bili vrhunci srečanja druge tekme osmine finala Sport klub prve odbojkarske lige. Spremljajte več prenosov z nami na odbojka.tv.